Ostala so nama še hitra vprašanja. Okay. Tukaj, če lahko odgovoriš tako v parih stavkih, so malo bolj take, rekel, špekulativne narave, Okay. Ampak vse me zanima mnenje, naprimer, kako bo izgledal denar prihodnosti. Moje mnenje, kako bo Tako, izgledal. Ja. Kako ti vidiš? Aha, okay. Ja, jaz ne rada napovedujem prihodnost, ker se mi zdi, da s tem vse, kar rečemo, to že nekako ustvarjamo. Lahko povem, kako bi si jaz želela, da bi bilo videti. Okay. Mogoče, ja, jaz si želim, to verjetno misliš o oblika denarja. Jaz si želim, da bi pač dogotovina obstala, da bi bila to neka ustavna pravica do gotovine. Veliko bo tudi teh digitalnih valut, to prihaja v spredje, sploh za mlajše generacije, se mi zdi. Tako da tukaj se je treba informirati. Vsi, ki se temu izogibajo, bi svetovala, da tukaj naredijo nek premik, se odprejo temu. Jaz tukaj, ne vem, nimam veliko za napovedati. No. Čisto v redu. Naslednje vprašanje je, se pravi, če si predstavljamo, če bi ti povedal, da v prihodnosti ne bo denarja, ne vem, 50 let, ne bo več denarja. A si predstavljaš, da je to bolj razvita družba, kjer umetna inteligenca dela vse za nas in praktično ne rabimo denarja, ali si bolj predstavljaš nek apokaliptičen scenarij v smislu filma Nori Max? Ja, jaz bi rekla, da težko verjamem, da ne bo denarja, mogoče samo, jaz sem prepričana, da denar bo, samo mogoče ne bo v taki obliki, ampak na nek način se bo to vse, ta del, ta element, ta energija se bo pač nekako odražala. Tudi mogoče si predstavljam celo bolj razvito družbo v tem smislu. Zaradi tega, ker zagotovo bomo mogli napredovati, da bomo lahko tako funkcionirali, oziroma da se bo pač, to se bo samo nek transformiralo pač v nekaj mogoče drugega, bolj lahkotnega, kakorkoli. Kaj je ta trenutek najboljša naložba, po tvojem mnenju? Okay. Moram samo eno izpostaviti. Ni treba, lahko več. Ja, jaz bi definitivno rekla kriptovalute, pa delnice, pa nepremičnine. Mislim, to so tako take 3. A bi jih dala v tak vrstni red, recimo? Ja, jaz res nisem tukaj strokovnjaka, ampak mogoče bi, ne vem, lahko bi so delnice dala na prvo mesto. Tako na dolgi rok. Neka dolgoročna naložba bi mogoče dala. Vseeno pač kriptovalute moramo vedeti, mislim, se tudi delnice v resnici nikoli ne vemo. To so vse rizične stvari, ampak se mi zdi, da na nek dolgi rok, če veš, kaj delaš približno, se mi zdi, da tukaj boš veliko zamudil, če tega ne boš investiral oziroma v to. Tako da, ja. Kaj bi rekla, da je tvoje poslanstvo? Okay. Moje poslanstvo, ja, trenutno največje poslanstvo je biti žena in mama. In tudi vedno bolj, odkar sem rodila, se zavedam, da je pač materinstvo eno največjih poslanstev, ne bom rekla eno največjih, največje poslanstvo v življenju ženske, ki je v današnji družbi premalo cenjeno. In potem se dogajajo problemi z odraslimi ljudmi, ker ko ti otroci odrastejo, zato ker pač nismo zavedni, koliko je pomembno to materinstvo in ta vloga mame in družine, sploh v prvih 3 letih otrokovega življenja. Tako da trenutno mi je to največje poslanstvo in sem tudi delo omejila, ker moj otrok ne bo hodil v vrtec. Sem se tudi zavestno odločila za otroka na ta način. Ne želim, da mi ga vzgaja sistem, želim biti z njim. Prva 3 leta so ključna za razvoj in če bi tudi družbeno dal več pomena tukaj, da bi bile porodniška bi mogla biti 3 leta, zato ker otrok rabi takrat eno osebo, na katero se naveže. To vpliva na pač vse
psihološke bolezni kasneje. A ne. Vrtec je za družbo, ne za otroka. Vsaka mama čuti bolečino. A ne. Tako da, to je moje največje poslanstvo. Potem drugo poslanstvo, ki pa tudi gori v meni, pa ki sem ga mogoče odkrila preden sem postala mama, a ne, pa še vedno je moje poslanstvo, je pa v bistvu pomagati ljudem do več lahkotnosti v življenju, več zavedanja, a ne več prisotnosti s telesom, in to pač potem vključuje vse tematike od telesa, odnosov, tudi denarja, a ne v končni fazi. Tako, povabiti jih v lahkotnejše življenje, bi rekla. A ne. Tako da, ja, to. Okay. No, pa še zadnje vprašanje. Če bi imela možnost spremeniti eno stvar na tem svetu, kjera bi bila ta stvar? Eno stvar na tem svetu. Ja, jaz bi definitivno začela pri otrocih. Mogoče sem je že povedala, ne? Več poudarka bi dala tem, da bi se vsi ljudje bolj zavedali pomena družine v končni fazi, a ne? Odnosov, ki po mojem mnenju nas lahko najbolj osrečijo, a ne? In da bi se dal, da bi bilo več zavedanja v družbi o pomembnosti, ne vem, otroštva, prvih let, da bi bila družba bolj tukaj naravnana kot pa materialno, a ne? Da želijo žensko čim prej nazaj v sistem, a ne? Ker se mi zdi, potem bi cela družba, če bi tle temelje postavila, ne? Prepovedala bi vrtce, na primer, a ne? Prepovedala bi vrtca, otroci ne rabijo, a ne? Mogoče, vsaj do 3 let bi prepovedala vrtce, no. Pa potem bi spremenila šolski sistem totalno, a ne? Več izkustva in manj učenja na pamet, več narave, gozdne šole, Montessori koncepti. Tako, jaz bi tukaj spremenila stvari na svetu, v temelju, v bitjih prihodnosti. Spravo, v bistvu tako v smeri bolj tega vzgoje in izobrazbe in socializacije. Ja, v bistvu, mislim, pred vzgojo in izobrazbo in socializacijo ta čisto ta prva 3 leta, no, tle bi največ naredila za ta prva 3 leta, ker so ključna za človeka in potem tudi imajo celo življenje nek drug temelj, ni toliko bolezni, od ADHD do depresij, do vseh motenj, ki jih imamo. Ko ima otrok dobre temelje, je celo življenje potem drugačno, ne? Človek je drugačen, bolj zadovoljen. Ne rabi toliko se ven metati z denarjem in svojo vrednost iskati na neke načine, ki išče potrditev staršev, ki jih takrat ni bilo, a ne, ki so ga zapustili. Mislim, to so zelo, jaz se tukaj zdaj zavedam, se tudi izobražujem na tem področju in tudi moj občutek mi pravi, kot mami 13-mesečnemu otročku trenutno, a ne, jaz ne morem iti preko sebe in svojih občutkov, a ne. In tukaj je zelo, zelo veliko še zapovedati, a ne. In tako da ja, jaz bi če bi lahko karkoli spremenila v družbi, bi začela tle, a ne.